Prometnim zastojem v Ljubljani še ni videti konca. Župan Janković sicer za prihodnji teden napoveduje sprostitev prometa na Dunajski cesti, toda hkrati ob 150 gradbiščih že napoveduje nova. Prihodnje leto bo najmanj 8 mesecev zaprta Kolodvorska, nato še Masarykova. Najhujše zastoje pa pričakujejo ob prenovi podvoza pri Situli in prenovi Šmartinske ceste. Staša Lozar. Dež, popoldanska prometna konica in kar 150 gradbišč po Ljubljani. Kako se prebiti čez mesto? Zdaj le tečem hitro na postajo, se mi mudi. A iščete poti, da se izognete gneči? Vedno preverjam stanje na cestah. To pa. Živimo v razvitem svetu, le korak do sosednjih držav, pa se tam pogleda, kako se uredi ena cesta, kot je recimo Linhartova v zglednem času. O najbolj kritičnih točkah župan sicer, da dela napredujejo oziroma se zaključujejo. Na Dunajski pri podvozu, da tečejo po načrtih. Prihodnji teden obljublja, bo tu promet sproščen. Če bo vreme pravo, petek premažajo emulzijo, popolna zapora je to, kar smo napovedali, in soboto, nedelja je zapora in se naredi fini asfalt in potem je mirno prevozna. A medtem, ko vsaj eno gradbišče zapirajo, župan napoveduje nova. Ne da se drugače. Če pa kdo misli drugače, čakaj, zdaj še eno napovedujemo, zdaj se še začenja, smo v njihov formi. Masarykova, trg OF, vse mimo železniške postaje do Šmartinske, vključno s podhodom pri Situli, to pa še ni vse. Kolodvorska cesta bo zaprta za promet 8 mesecev. Dela naj bi začeli aprila in še obeta se prenova celotne Šmartinske ceste vse do obvoznice. In če ob tem prometni analitiki... Tukaj moramo biti tako, moramo biti hvaležni, da se dela, zaradi tega, ker je nujno treba narediti, ker so ceste res slabe in so nevarne in niso udobne. Najbolj bi k zmanjšanju zastojev v mestu pripomogli z uporabo javnega potniškega prometa. Če ti zamaka streha, če imaš denar, da jo popraviš, pol boš takrat pač nekoliko šel ven iz hiše, zato da to lahko praviš. To je treba zdaj stisniti, ne bo pa tega mal. Pa so ljudje na drugem bregu. Če bi Rimljani tako gradili Emono, kot gradijo te ceste po Ljubljani, bi verjetno še zdaj imeli tole Rimljane s cegli. Župan pa, kot pravi, zadovoljen. Ne da se drugače. Ne da se drugače, razen da bi vlekal to namesto v 2 letih, v 10 letih. Šele pol bi bil haos. Ker je, kot če doda Brglez, Ljubljana utrujena od prometa, ceste pa, da so doslej premalo obnavljali.